Kako veš, ali moraš tudi odvetnika začutiti, ali kaj je pomembno pri tem odnosu? Ja, načeloma pridejo po sistemu reklamiranja od ust do ust. Jaz sem imel pa tega odvetnika, pa mi je bilo ful v redu, pa je tja. Na ta način jih pride večina, zdaj da bi kar na vrata uletel, to se mi zdi dosti redko in nenavadno. Ja, začutiti pa sigurno, ker če sta karakterno stranka pa odvetnik nekompatibilna, ne bosta nikoli dobro shajala. Verjetno je pri vas zelo podobno. Enako, ja, sigurno, ja. Čeprav pač nekaj lahko profesionalno speleš, a ne, pa res, da tukaj verjetno se gre pa do dna vsega več je vsega, umazanega. ja, več je In vsega. da vemo, da Ne moreš se razkrivati nekomu, s komer ne začutiš kontakta. Točno to, ja. Ok, kaj pa pol? Zdaj pa recimo, da ne vem, imata neko nepremičnino za razdeliti, neko, ne vem, recimo, da se še nek vikend nekaj najdu, kaj se vsak ima svoj avto, pa recimo, da imata enega ali dva otroka. Kaj pa pol? Se ona dva to lahko zmenita ali? Vse se lahko zmenita, seveda, če je volja na strani obeh. Dokler sta soglasna, so možne čisto vse rešitve. Ker soglasja ni več, ja, potem je pa treba poseči po drugih vzvodih, po postopkih, ki pa v primeru ločitve niso vsi na istem sodišču. Problematiko družinskega življenja, se pravi otrok, kje bojo, kako bojo, s kom bojo, kdo bo skrbnik, se rešuje na družinskem sodišču. Problematiko premoženja pa na civilnem sodišču. Tako da, če se ne morata zmeniti, sta takoj obsojena na dva različna postopka. Ok. In potem niti to ne gre sočasno, verjetno. Ali se otroci mogoče malo prej. Zakon pravi, da so te postopki prednostni. Praksa pa ne govori v prid temu.